Zdaj vabim pa še Petra Zroška, kako bo za SZU. Najlepša hvala. Najprej bi se na začetku želela zahvaliti in znova opravičiti vodstvo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, zahvaliti za to, ker me je kljub moje nečimrnosti uvrstila na seznam in predvsem ve, o čem govorim, in opravičiti seveda za težave, ki sem jih povzročila. Zakaj to govorim? Morda samo v opravičilo, sodim in ne sodim v ta panel, ampak kot rečeno, to je zgolj posledica moje neodločnosti pri oddajanju članka, ki ga v zborniku ni. Še drugo kratko opravičilo, nekoliko sem starodobna, nekoliko pa me res čas priganja in zato tudi ni predstavitve kot pri vseh ostalih predhodnicah. Zagotovo tudi tema, ki jo predstavljam, bi zaslužila tudi tako ilustrativno podlogo, ampak žal se ni šlo. Nekje na 18 minut sem pa tempirana. Zahodnoevropsko zgodovinopisje si je že pred desetletji postavljalo raziskovalno vprašanje o vlogi otrok v vojni 1914-18, kar je tema mojega referata, ter njenega vpliva na pojem in dojemanje otroštva. Opozorila je na politično in ekonomsko središčenje otrok za tako imenovano domačo fronto, home front, med Prvo svetovno vojno, dokumentirali so pomen otrok kot delavcev, potrošnikov in kot simbol naroda oziroma države, predvsem države in njene prihodnosti. Za prostor nekdanje dvojne monarhije moramo ugotoviti, da otroci, podobno kot ženske, dolga desetletja niso predstavljali raziskovalnega izziva in šele od konca 80-ih let prejšnjega stoletja beležimo občasno povečano zanimanje za to tematiko. Omenim najle 3 avtorje, 2 avtorici in avtorja, Kristo Hammerle z Dunaja, ki je še uspela zbrati pričevanje otrok na vojno v avstrijski polovici monarhije, predvsem na Dunaju, Reinharda Ziderja, ki se je posvečal vsakdanji podunajskega delavskega razreda in znotraj tega tudi otrok, ter za moje pojme referenčno avtorico, Američanko Maureen Healy, z delom Vienna and the Fall of the Habsburg Empire, Total War and Everyday Life in World War I, ki se sicer geografsko omejuje na Dunaj, vendar so splošni okviri dogajanj, procesov in odzivov veljali za celoten avstrijski del monarhije. Kot ugotavljajo vsi avtorji, je bila osrednja vest med otroci in vojno država. Otroci so se žrtvovali za njeno čast in preživetje. Toda v avstro-ogrskem primeru je že nastane prva težava, namreč čigava prihodnja avstrijski otroci, saj je avstrijski otrok, citiram, padel z glavo naprej v prepad med dinastičnim in nacionalnim patriotizmom. Zagovorniki tako imenovanega nadnacionalnega modela so bili prepričani, da avstrijski otrok ni utelešal države v smislu ostalih evropskih držav, temveč je ta model presegal. Zopet citat, večnacionalna habsburška monarhija je potrebovala hitro oblikovanje otrok v imperialne patriote. Koncept avstrijskega otroka izhaja iz koncepta imperialnega otroka, ki je simboliziral nedolžnost, čistost in upanje, ter je v vojni predstavljal izredno močan simbol države. Termin avstrijski otroci predstavlja podobno kot avstrijske ženske, državljanski apel k službi, tako imenovani službi v vojnem času. In če je ta poziv na eni strani pozival ženske, naj potlačijo razlike ter naj bodo solidarne, kar naj bi se izražalo v ženski enotnosti, v ženski energiji in ženskem delu, in je bilo ključno za preživetje Avstrije, je od otrok pričakoval predvsem žrtvovanje, ki pa je v drugi polovici vojne pripeljalo predvsem do tega, da so otroci dejansko postali žrtve gospodarskih in socialnih odločitev, ki so ogrožale njihovo zdravje in izobraževanje. Leta 1915 je avstro-ogrsko vojno ministrstvo izdalo komemorativno potrdilo v čast avstrijskim otrokom, s katerim se je želelo oddolžiti in se zahvaliti za njihovo žrtev med vojno. Tovrsten propagandni material je bil sicer namenjen dobrodelnim akcijam v medvojni monarhiji,
Obenem pa je z ikonografijo podobil enega temeljnih vidikov razumevanja gospodarske in kulturne vojne vsakdanjosti. Na omenjenem letaku so namreč upodobljeni otroci, ki k oltarju nosijo darove za vojskujoče može, pri čemer jih spodbujajo ženske. V navidez preprosti upodobitvi so predstavljeni ključni elementi prvovojne delitve sveta, ujetega med bojišče in domovino oziroma zaledje. Po tej analogiji se je svet razdelil med vojake in ženske ter otroke, ter seveda ostarele, ki jih v tem kontekstu popolnoma zanemarjam, med bojevano in domačo fronto oziroma žensko in otroško fronto, ki jo, kot bomo še videli, nadgrajuje še tako imenovana šolska fronta. Tako kot je bilo potrebno mobilizirati vojake za bojišče, je bilo na notranji fronti potrebno mobilizirati preostale prebivalce, predvsem ženske in otroke, za vojno službo za fronto, ki bo skrbela za gospodarsko skrbo v notranjosti države. Torej je šlo za poskus mobilizacije otrok za totalno vojno. Večnacionalna habsburška monarhija je morala razporediti ekonomske in simbolične moči in paternalistična podoba cesarja Franca Jožefa je predstavljala orodje za promocijo monarhične enotnosti. Obenem sta prevladujoči podobi otroka, prej omenjena nadnacionalna in partikularna ali nacionalna, predstavljali poseben pedagoški izziv, kako vzgojiti mladino, da bo postala mladina monarhije. V takem ozračju se je odvijala diskusija o vlogi otroka v vojni. Vojna je v začetku ponudila potencialno močne vezi med otrokom in državo, vzniknilo je zanimanje za tako imenovano novo habsburško geografijo, ko so v vsakdanjih prišla imena oddaljenih mest monarhije, ki so postala središče vojnega sveta. Dejstvo je, da so otroci monarhiji v vojni posodili podobo upanja, zazrtosti v prihodnost, v egocentričnih debatah iz začetka 20. stoletja, ki je bil po uspešnici Ellen Key opredeljeno kot Century of a Child, se pravi stoletje otroka, predstavljali prihodnost države oziroma naroda. Mrtvi očetje so zapuščali sirote in mrtvi možje so pustili vrzeli, ki naj bi jih zapolnili otroci. V takšnem duhu se je med vojno razvijala podoba monarhičnega otroka. Otroci so predstavljali menš material človeške in družbene vire, s katerimi naj bi izpolnili nastale vrzeli. Med zelo razširjenimi klišeji v tedanji monarhiji je bil tudi ta, da vojna, smrt in regenerativni potenciali otrokovega življenja predstavljajo zdravilo za populacijski padec med vojno. V razvijajoči se populacijski politiki so statistiki analizirali stopnjo rojstev in merili, tehtali ter raziskovali telesno konstrukcijo in načrtovali zdrav razvoj nacije. Močni in zdravi otroci so predstavljali potencial za močne vojake in zdrave matere za naslednjo generacijo. Toda v tem tekmovanju za zdravo in vitalno prihodnost je dvojna monarhija izgubljala boj. Uvodoma je bil predstavljen koncept front, ki so se izoblikovali v evropskih državah med Prvo svetovno vojno. Ne glede na vojno izkušnjo je v povezavi s tako imenovano otroško fronto največji vpliv in vlogo imela šolska fronta, ki pomeni podstat celotnega koncepta domače fronte, s posebnim ozirom na otroka seveda. Ko govorimo o otroških izkušnjah, se bom sicer osredinila na 3 izkušenjske sklope, ki zadevajo slovenske otroke in so povezane z neposredno bližino fronte, z invazijo, z begunstvom in vojaško zasedbo, poleg denimamo običajnega življenja na domači fronti. Šolska fronta je v vseh primerih predstavljala razmeroma dobro organizirano in ciljano dejavnost v vojni. Šole so bile od države izbrane ustanove za mobilizacijo otrok v vojni. Dvojna monarhija je instrumentalizirala šolski sistem in s tem otroštvo, ko je otroke uporabila v vojni ekonomiji in storitvenih dejavnostih. Vpliv šolskega sistema je bil sicer največji na otroke, ki so obiskovali ljudsko šolo, saj je večina avstrijskih otrok šolski sistem zapustila do 14. leta starosti in ni bila več na dosegu šolskih oblasti. Šolanje je potem na srednji po današnjih merilih stopnji nadaljevalo okrog 3% učencev. Druga težava, s katero so se morali spopasti šolske oblasti širom monarhije, je bil pravzaprav kolaps šolskega sistema, čeprav na drugi strani govorimo o razmeroma dobro organiziranem sistemu. Učitelji so bili mobilizirani, šolska poslopja so bila rekvirirana za vojaške potrebe. Tako se je na primer zgodilo na 4. mestni deški šoli v Ljubljani, današnja prulska osnovna šola,
ki jo je v začetku septembra 1914 zasedla vojašnica in se je moral pouk preseliti na nadomestne lokacije. V zimskem času so učence prerazporedile v druge zavode, učitelji in učiteljice pa so prekvalificirali v šivilje oziroma jih razporedile v krušne komisije, ki so prav tako delovale v šolskih prostorih. Pouk je bil temeljito okrnjen in prestavljen na popoldanski čas, kar je, kot so ugotavljali učitelji, vplivalo na uspešnost pouka. Šolsko vodstvo je izdalo tudi navodilo, po katerem so bili opuščeni manj važni predmeti, glavnim, realijam, matematika, zgodovina, geografija, pa se je posvetilo več časa. Avstrijski šolski sistem se do izbruha vojne ni posebno posvečal tako imenovani civilni vzgoji učencev, s katero bi vzpostavili vez med učenci in državo. Tako je bil vojni čas idealen za implementiranje tako imenovanega civilnega kurikuluma, ki pa je bil zaradi vojne militariziran. Rdeča nit vojne vzgoje je bila, citiram, moralna podpora vojni, šolske oblasti so pozivali učitelji, tako imenovani učitelje k patriotični vzgoji šolske mladine. Elementi patriotizma, ki so ga budili v ljudski šoli, so bili cesarska pesem, patriotične slavnosti, obenem pa so učitelji spodbujali, naj, citiram, vestno in z vnemo izrabljajo tesno odmerjen čas za vzgojo otrok in pouk, ter pouči mladino o pravem, moč države dvigajočem patriotizmu. Konec citata. Tudi v procesu preskrbe s hrano je bila vloga šole nepogrešljiva. Preskrba hrano je predstavljala aktivnejši vstop žensk in otrok v izmenjavo in komunikacijo z državnimi ustanovami in sta ga opredeljevala dva elementa, vztrajanje, durchhalten in prostovoljstvo Opferwilligkeit. Obe sicer v primerjavi z aktivnim vojaškim stažem pasivni, a za obstanek države v vojni odločilni drži. Tako so v slovenskih šolskih kronikah od samega začetka vojne zabeleženi pozivi k dobrodelnim akcijam, tako imenovanim pomožnim akcijam učiteljstva in šolske mladine. Po vzoru spodnjeavstrijskih šol naj bi učence mestnih šol pošiljali na podeželje, pri čemer so učitelji, na primer ljubljanske prve mestne deške šole, izrazili dvom o tem, da bi starši mestnih otrok pristali na to, da bi njihove otroke poslali na deželo pomoč pri poljedelskih delih. Slednja je bila ena od pogostejših oblik pomožnih akcij, poleg pomoči pri Rdečem križu, obrtnikom in v raznih nabiralnih akcijah, krpanja perila in izdelovanja vojaške obutve. Vojaške oblasti so celo izračunale število kosov oblačil, ki bi jih lahko spletle učenke, in kot poudarja Morin Hili, je bila banalna vojna realnost ta, da se na primer vojaki na tirolski fronti nikakor niso mogli boriti brez nogavic, ki bi jih spletla dekleta, kar predstavlja neko osnovno vez med otroškim delom in vojaškim uspehom, ali celo več. Gre za organizacijo, v kateri ena enota, to je šolski razred, služi drugi enoti, to je pehotnemu polku. Šolska mladina je nadalje zbirala kovinske izdelke, najuspešnejši učenci so bili nagrajeni s spominskimi listi, ki so jih izdajali na vojnem ministrstvu. V šolskem letu 1916-17 je potekala akcija Zlato za železo, pa zbiranje starega papirja, zbirali so volno in kavčuk. Z odprtjem nove fronte v sami bližini slovenskih krajev so se pozivi k zbiralnim akcijam množili. Predvsem se za Božič izdelovali mala darila za vojake na fronti. Med posebne dobrodelne akcije pa zagotovo moramo šteti tudi sprejem begunskih otrok in prevzem skrbi zanje. Šola je bila ključna ustanova za izkoriščanje sicer omejenih in skromnih otroških finančnih sredstev in sicer v akciji Tedenski darovi šolarski. Ljubljanski šolski nadzornik je v ta namen celo spepsnil otroško pesem in ta je bila celo uglasbena. Spodnjeavstrijski šolski svet je šolarje pozival z okrožnico, v kateri je bilo zapisano, da moderni državljan ne meče stran denarja v težkih vojnih časih, temveč ga z zaupanjem posoja državi. V letnem poročilu 3. deške šole v Ljubljani pa je bilo zapisano, da, citiram, država ne prosi milodarov, ampak le sredstev v njenem najtežavnejšem položaju, da izvede srečno vojno ter doseže častni in trajni mir. Konec citata. Otroke so namreč pozivali k plačevanju vojnega posojila ter spodbujali k kupovanju uradnih vojnih šolskih potrebščin.
Pri kupovanju vojnih obveznic velja poudariti, da je bila to za večino otrok prva finančna transakcija v življenju, ki je njihovo prihodnost še tesneje povezala s Habsburškom. Toda bolj kot država so bili pomoči potrebne vojne vdove in sirote, zato so na primer ljubljanske oblasti, predvsem pa ljubljanske žene, izvedli številne dobrodelne akcije. Med njimi je bila posebna akcija ljubljanskega župana Ivana Hribarja, imenovana Brambni ščit v železju. 18. avgusta 1915 so ljubljanske mestne oblasti postavile pred magistratom ščit, v katerega so Ljubljančani proti plačilu prispevkov v korist vdov in sirot padlih vojakov zabijali žeblje. Zabijanja se je udeležila vsa šolska mladina. Zdravstveno stanje otrok bi seveda potrebovalo posebno tematizacijo. V okviru nekih splošnih ugotovitev je potrebno predvsem poudariti, da se je slabšanjem gospodarskih razmer v državi bistveno poslabšalo tudi zdravstveno stanje njenega prebivalstva in še najbolj otrok. Zdravniki so objavljali članke o propadanju otroških teles zaradi pomanjkanja hrane, zdravniške oskrbe in nadzora. Na Dunaju je bila leta 1918 izpeljana raziskava na skoraj 57,000 dunajskih otrocih in le 4,437 jih je bilo proglašenih za popolnoma zdrave. Šolstvo je imelo tudi v tem pogledu pomembno nalogo. Današnja pruska osnovna šola je imela do začetka vojne šolskega zdravnika, ki je na 14 dni pregledoval šolarje in jih cepil proti kozom ter učil osnovne osebne higiene. Tudi vojna organizacija šolskega pouka ni več dovoljevala rednih ali splošnih šolskih pregledov, kar je imelo za posledico pešanje osebne higiene in zdravstvenega stanja otrok na splošno. Slabe gospodarske razmere so botrovale posebnim oblikam vojnega gospodarstva, predvsem preskrbe že omenjene prebivalstva s hrano in osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Splošno pomanjkanje je na Ljubljanske ulice pred mestni magistrat v dnevih 21. 22. in potem z viškom 24. aprila 18 prignalo ženske in otroke, ki so od župana zahtevali več živil. Demonstracije in vrste za hrano, v katerih so sodelovali tudi otroci, so vsekakor simbolizirali propad socialnega reda v državi. In če je leta 1914 robusten, zdrav in rdečeličen avstrijski otrok na propagandnih fotografijah poosebljal avstrijsko prihodnost, je leta 1918 povsem realistično predstavljal shiran, bledoličen otrok v prevelikih oblekah in žalostnim izguljenim pogledom. Poleg telesnega propadanja so sodobniki opozarjali tudi na moralno propadanje tedanje mladine, ki se je v primerjavi s preteklostjo bolj pogosto pojavljala v javnosti in na ulicah. Pri iskanju razlogov so sodobniki razpoznali dva glavna. Prvega so opredelili kot predvidljivega. Šlo je za odsotnost očetov ter šibkost mater, da bi vzpostavile disciplinsko avtoriteto, ter drugega, ki je bil nepredvidljiv in so ga razpoznali v kvarnem vplivu popularne kulture, predvsem filmov in poceni pogrošne literature, kot so zapisali, kamor so šteli detektivske zgodbe in romantične komedije. Kot mladostično delinkvenco so šteli kraje, vandalizem, kajenje, obiskovanje kinematografov, pohajkovanje posamično ali v skupinah, igranje biljarda, dom in v kavarnah, zapravljanje denarja. Za zajezitev delinkvence so sprejeli vrsto ukrepov od seznama 171 prepovedanih otroških knjig do prepovedi kajenja in kupovanja tobaka v javnosti, sprehajanja po ulicah v večernih urah ali obiskovanja oziroma ogledovanja filmov, ki so bili za otroke izrecno prepovedani. Tudi v slovenskih šolskih oblasteh je naraščala zaskrbljenost zaradi stopnjevanja neprimernega vedenja, ki so ga razpoznali v obešanju na vojaške omnibuse, ki so vozili ranjence po ljubljanskih ulicah. Z vojnimi leti so otroci, sodeč po šolskih poročilih, posuroveli in postali razbrzdani, razbijali so okna in se do ljudi na ulicah nespodobno obnašali. Tudi ljubljanske šolske oblasti so poskušali ugotoviti razloge, ki so vodili k pojemanju discipline in so bili, kot so našteli, odsotnost šolskega nadzora, vpoklic očetov in citiram, in so vsled tega otroci prepuščeni materam, ki jih ne znajo ustrahovati. Zato so predvideli ukrepi, da bi rekli vzgojne narave, se pravi povrnitev škode, ki so jo povzročili, in opravičilo oškodovancem. Pa učitelji ne bi potem otroke spremljali po
po ljubljanskih ulicah. Slovensko prebivalstvo, predvsem v neposrednem zaledju Soške fronte, pa tudi na Kranjskem, je bilo izpostavljeno neposredni vojni nevarnosti, ki je prihajala z zraka. Italijanska izvidniška letala so namreč večkrat preletavala slovensko ozemlje tudi v notranjosti in ga bombardirala, kar je 18. februarja 16 v Ljubljani terjalo življenje dečka, čigar pogreba so se udeležili tudi ljubljanski šolarji. Odtlej so učitelji založili z navodili, kako ravnati v primeru bombnih napadov in izvedli poskuse z lažnimi alarmi, da bi se naučili v čim krajšem času in čim bolj varno zapustiti šolsko poslopje in se umakniti na varno. In če je bilo doslej zelo obsežno govora o otroštvu nasploh in bolj s pogledom v notranjost slovenskih dežel, pa moramo opozoriti, čeprav obrobno, na dva dodatna in neobrobnejša vidika slovenske vojne izkušnje. Tukaj gre za begunstvo in okupacijo, o čemer sem z vidika šolstva že pisala. Velik del begunskega prebivalstva so bili pravzaprav otroci in mladina, ki jim je bilo potrebno zaradi posebne izkušnje odhoda od doma, ki je sledil odhodu na vojsko sposobnih moških članov družine, posvetiti posebno skrb. Zato so v begunskih taboriščih delovale različne vzgojno-varstvene ustanove, od vrtcev, ljudskih šol, strokovnih in odbrtnih ter gospodinjskih tečajev in kmetijsko-gospodinjskih šol. Begunski otroci, ki so ostali na Slovenskem, so se v šolskem procesu pridružili vrstnikom v njihovih šolah. Organiziranje begunskega šolstva je bilo izraz in rezultat velikih energij, usmerjanje v preživetje težavnega begunskega položaja in njegovih negativnih učinkov za vzpostavitev neke navidezne vsakdanjosti življenja, ki so ga morali pustiti doma in se prav gotovo ne bo več povrnilo. Organizacijo šolske dejavnosti je na nek način olajšalo dejstvo, da je v begunstvo odšla celotna vaška skupnost, tudi s šolskim osebjem. Tam, kjer pa otrok niso mogli vključiti tudi v begunskih taboriščih, ne v redne begunske šole, so organizirali posebne šolske tečaje, na Češkem in Moravskem pa so se bili slovenski otroci sposobni vključiti kar v redne češke šole. Kot je bilo poudarjeno že za primer domačega avstrijskega šolstva, ki je postalo nosilec instrumentalizacije šolskega sistema za mobilizacijo otrok v vojni, to velja, če govorimo o tako imenovani patriotični mobilizaciji, tudi za italijanski šolski sistem, ki so ga italijanske oblasti postavili na zasedenih slovenskih ozemljih. Cilj je bil pripraviti zasedena ozemlja na prihodnjo priključitev v kraljevini Italiji in doseči ga je bilo mogoče na različne načine. Najglobje je v ta proces zagotovo posegel šolski sistem, saj se je vpletel v generacije najmlajših, na katere se je moglo vplivati tako na gmotnem kot v vzgojnem področju in da bi jih oblikovali v bodoče italijanske državljane. Vzpostavljen je bil poseben šolski sistem, imenovali so ga vzgojevališča, kjer so poučevali, kar je posebno potrebno poudariti, da skrajšam v italijanskem jeziku. Poudarek je bil na tako imenovanih domovinskih predmetih, domovinska geografija in zgodovina, se pravi geografija in historija patria. Po drugi strani pa je, potem bom pa prešla k zaključku, pa je potrebno poudariti, da so italijanske zasedbene oblasti organizirali redno šolsko prehrano, redno zdravstveno oskrbo, tako da so na eni strani, bi rekli, vzgajali s korenčkom in na drugi strani s palico. Da zaključim, otroštvo v vojni je seveda mnogo širša in globja problematika. Na tem mestu je bil poudarek predvsem na instrumentalizaciji otroštva v vojni in orodjih, ki so bila za to uporabljena. Avstrijski otrok je bil kot simbol upanja za prihodnost države, ki se bo skozi vojno regenerirala, pokopan že sredi vojne dobe. Ne zgolj na simbolni, temveč tudi na povsem fizični ravni in je postal neslaven dokaz družbene in družinske dekompozicije, ki se je zgodila med Prvo svetovno vojno. Najlepša hvala za pozornost.